Gremo v knjigo Efežanom, kjer lahko preberemo to klasično besedilo o zakonski zvezi. Najbolj detajlno, najbolj popularno in znano izmed odlomkov v Novi zavezi. Efežanom 5, 21 do 33. Potem bomo si vzeli 5 minut, da si pogledamo osnovne načela, ki jih bomo predelali v naslednjih dneh, in potem bomo danes poskušali enega predelati. Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejate drug drugemu. Žene naj bodo podrejene svojim možem, kakor Gospodu. Mož je namreč glava ženi, kakor je Kristus glava cerkvi. On, odrešenik telesa. In kakor je cerkev podrejena Kristusu, tako naj bode vsem ženam možem. Možje, ljubite svoje žene, kakor je Kristus ljubil cerkev in dal zanjo samo sebe, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo. Tako da bi sam postavil pred se veličastno cerkev brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Tako so tudi možje dolžni ljubiti svoje žene kot svoje lastna telesa. Kdor ljubi svojo ženo, ljubi sebe. Saj vendar ni nihče nikoli sovražil svojega mesa, temveč ga hrani in neguje kakor Kristus cerkev. Smo namreč deli njegovega telesa. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in matere in se pridružil svoji ženi in bosta oba postala eno meso. Ta skrivnost je velika. To sploh ni dovolj poudarjeno. Jaz pa pravim, glede Kristusa in glede cerkve. Zato naj tudi vsak med vami tako ljubi svojo ženo kakor sebe. Žena pa naj spoštuje moža. To pravi Božja beseda. Kar prevzamete to. Jaz bi predlagal, da, kjer sicer obstaja mnogo načinov, kako lahko tole razčlenimo, ampak predlagam, da tukaj obstaja nekje 6 osnovnih elementov, ki jih Pavel tukaj izpostavlja. Prejšnjič smo si ogledali enega in danes si bomo ogledali enega. Poglejmo si vsaj, kateri so ti. Prvič to, kar smo si pogledali prejšnji teden, je bilo to, kar Pavel opisuje kot moč zakonske zveze. V 21. vrstici govori o tej moči zakonske zveze. Tam piše, iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejajte drug drugemu. Tukaj ta beseda, strahospoštovanje, strah v Kristusu, to ne pomeni, da se bojiš, ampak da imaš strahospoštovanje pred realnostjo Boga. Psalm 130:4 piše, pri tebi je odpuščanje, da bi te strahom spoštoval. Torej beseda strah ne pomeni, da bi se ga morali bati. Ko je sploh mogoče, da bi psalmist to napisal, da zato, ker on odpušča grehe, zaradi tega se ga bojim. Zato, ker ta beseda strah v bistvu pomeni strahospoštovanje. Da te popolnoma prevzame ta stvar. Da ležiš pred njim v začudenju. Iz strahospoštovanja do Kristusa. Zaradi odnosa do Kristusa, zaradi izkušnje Kristusa ste usposobljeni služiti drugim ljudem. Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejate drug drugemu. To je moč zakonske zveze, to je ta vrstica. Prejšnji teden smo si to pogledali, ni potrebno, da ponavljamo. Ampak prejšnjič smo rekli, če si to pogledamo iz negativne oblike, Pavel tukaj predpostavlja, da če boste imeli dobro zakonsko zvezo, potem predpostavlja, da imate od duha dano sposobnost, da ste nesebični v temu, kako živite. Če pa to negativno oblikujemo, ta vrstica pomeni, da je glavni problem v vsaki zakonski zvezi osredotočenost nase. To je to, kar ubija zakonsko zvezo. To je to, kar je vedno v srčju problema. To je čisti osnovni problem, ki ga imamo. Kot sem že rekel, ne rabimo ponavljati tega. Kar to stori je v bistvu to, da sprejme evangelij. Sprejme ga. Prevzame ga. O evangeliju smo že govorili in če zdaj povzamem, kaj evangelij je, da ste bolj grešni in šibki, kot ste si kdajkoli upali verjeti, ampak ste bolj cenjeni in sprejeti in ljubljeni, kot ste si kdaj upali verjeti. Permisivne cerkve so tiste, ki poudarjajo, da kako ljubljen in cenjen si, brez da bi govorili o tem, kako pomembno in resnost je problem greha. Delajte, koliko dobro le zmorete, ampak v bistvu sprejme vsakega, ne glede na to, kakšen si. Evangelij pa namesto tega ne ustvarja legalističnega sporočila ali permisivnega sporočila. Permisivno sporočilo je, da gre tukaj za veliki sporazum, dogovor. Bog ljubi odpuščati in jaz ljubim grešiti. Legalistični pogled pa gre bolj tako. Vem, da sem po Božji volji, ker sem v bedi. Namesto tega evangelij pravi, ti se moraš spokoriti, ne zaradi tega, da bi bil rešen, ampak zaradi tega, ker si rešen.
Razlika med kristjanom in permisivno osebo je, da se kristjan spokori. Tako kot je Luther rekel, da je njegovo življenje bilo polno spokorjenja. Razlika med kristjanom in legalistom pa je, da se legalist spokori iz strahu, kristjan pa iz hvaležnosti. Za vse, kar je Kristus storil za njega in iz želje, da bi postal kakor Kristus. Ko veste, da ste ljubljeni, imate svobodo, da se spokorite. Če se mi dozdeva, čutim, da je moje sprejemanje pred Bogom odvisno od mojega performansa, potem se moram potlačiti, da sploh ne bi čutil, kako slab sem. Moja zavest tega ne bi mogla sprejeti. Če mi nekdo pokaže, ali pa če moja dela kaže, da je nekaj narobe z mano, potem se ne morem spokoriti, če sem legalist. Ne morem se spokoriti, če je osnova za moje dela. Ne morem. Ker, če se spokorim, je to konec mojega življenja, potem moram priznati, da sem brez vrednosti. Ampak, ko vem, da sem sprejet v njem, ko imate evangelijsko samozavest, evangelijsko ljubezen v svojem življenju, vas to naredi bolj nagnjenega in sposobnega, da se spokorite. Ker to za vas ni konec sveta. Bolj sposobni ste se spokoriti, zato ker je vaš z Božjo milostjo napolnjen in lahko sam sebe bolj jasno pogleda. To smo rekli, da evangelij ustvari unikatno osebo. To moramo povzeti, zaradi tega, ker je to osnova za vse, kar rečemo, pravimo. Evangelij na eni strani pomeni, da ste zelo bližna oseba, nikakor obupani in razočarani. In to vse piše, je zavzeto v 21. vrstici. Iz strahospoštovanja do Kristusa se podrejete drug drugemu. Strahospoštovanja do tega, kar je storil na križu za vas na eni strani naredi močno osebo in na drugi strani ponižno osebo. Tako da ste lahko nesebična oseba. Živite nesebično. Legalist lahko služi na soodvisen način, ker mora služiti, moram služiti. Moram se pustiti, da drugi hodijo po meni. Samo tako lahko bom dosegel dela. Permisivna oseba pa ponavadi nastopi opresivno in reče, da ima svoje pravice. Oseba pa, ki razume evangelij in ima evangelij v krvi, to je oseba, ki je močna in hkrati ponižna. Iz spoštovanja do Kristusa in njegovega križa. Spoštovanja do Kristusa lahko služi drugim ljudem in prednostno gleda na potrebe drugih. To je moč zakonske zveze. To je osnova in to je predpostavljeno tukaj v 21. vrstici. Vse ostalo, kar pride za tem, se gradi na tej osnovi. Drugo načelo, ki ga Pavel omenja, nam poda definicijo zakona. Ne samo moč, ampak tudi definicijo. In definicija je, da je zakon zaveza. To si bomo danes pogledali. In takoj se vrnemo na to temo. In to vidite v besedi držal, oklenil. Zaradi tega bo mož zapustil očeta in mater in se držal svoje žene. Beseda držal je tehnična beseda. To pomeni, da gre za zavezo. To pomeni, da se je prilimal na njo, legalno privezal k njej. Ne gre samo za posplošen izraz, kjer se bo oprijel ali podobno, ampak to pomeni, da se bo zavezal na njo. Definicija zakonske zveze bomo videli, da je v bistvu zaveza. Zakonska zveza v bistvu pomeni za institut prava. Ga je ustvaril, zasnoval Bog in v zakonsko zvezo stopiš z javno obljubo. In to je definicija. In tretja reč, katerega nastal odlomek uči, da je kaj je prioriteta zakonske zveze. Da bo mož zapustil očeta in matere in se priklenil k ženi. Biblija nas uči, da je zakon bolj pomemben kot vaša služba, vaša kariera in vam bolj pomembno tudi kot karkoli drugega v vašem življenju. Zato je Bog dal napisati, da zapusti tudi moža, očeta in mater. Ker je odnos z očetom in matero precej fundamentalen odnos, najbolj fundamentalen odnos, ki ga imate, dokler se ne poročite. To je tisti odnos, ki vas je najbolje oblikoval v vašem življenju. Kdo ste sploh? Zakon pa je močnejši od tega odnosa s starši. Zato mora imeti prioriteto. In če ne zapustite in če ne date prioriteto temu, potem to prinese razne popačene izraze v zakonu. In te bomo govorili kasneje. Mnogo ljudi ima probleme v zakonu, zaradi tega, ker niso zapustili. Niso v nekem smislu zapustili očeta in matere. Znamo tiste primere, ki se fizično ne ločijo. Ne. Tudi če sovražite svoje starše, jih niste zapustili. In ne morete vstopiti v novo zakonsko zvezo in reči, da boste ustvarila nove vzorce obnašanja, namesto tega pa uveljavljate vzorce iz svoje družine. Tem niste zapustili staršev. In mnogo načinov je, ko zakonski zvezi ne date pravšnje prioritete. V tem pismu piše, da naj bi zakonska zveza morala imeti prioriteto od vaše kariere.
Probajte to razumeti. Če živite v svoji hiši, imate svoje zakone, kako deluje v hiši. Če greste v drugo hišo, so drugi zakoni. A ne greste avtomatično po njihovih pravilih? Pri vas doma, ko recimo kaj spijete, odložite kozarec na mizico. Če pa gledate druge ljudi v drugih hišah, morda vidite, da to kozarec postavijo na podstavek. Te reči opazite. Zdaj, ker ste v drugi hiši, sledite njihovim pravilom. Ko vstopite v zakon, potem ste prišli v nekaj, kar je Bog si izmislil. Če trdite, da boste zakon vodili po svoji poti, potem boste imeli veliko težav. Ker ko stopite v zakonsko zvezo, potem stopite v Božjo hišo in njegovo inštitucijo. Na njegov način. Če ignoriramo njegove zakone, je to na našo slabo. Rečete recimo zakonska zveza, ne, to je druga, tretja točka v mojem življenju. In moj zakon se mora samo privaditi, potem se morate paziti. Zakon ni tako zgrajen. Zato mora imeti zakonska zveza prioriteto. 4. točka. Pavel pokaže namen zakona, zakonske zveze. In namen zakonske zveze je tu, da dva postaneta eno meso. Namen zakona je prijateljstvo. Namen zakona je enost. Namen zakona je, da imaš nekoga, s katerim si lahko nag. In ne govorimo samo o fizični goloti. Fizično je res preprosto rezultat, posledica prijateljstva. O tem bomo kasneje govorili. In razlog, zakaj Biblija govori, da ne bodi nag z nekom fizično, dokler nisi z njim tudi socialno in psihično z njim nag. Ima svoj smisel. In razlog, zakaj Biblija pravi, da ne imeti spolnega odnosa z nekom izven zakona, dokler se ne poročiš, dokler se z nekom ne zavežeš, se še niste pokazali nekomu ranljivega. Niste se vezali na njega. Niste se v resničnem pomenu nekomu popolnoma zaupali. Niste postali goli v socialnem in čustvenem smislu, dokler se niste z nekom poročili. Zakaj se niste poročili? Zato, ker še niste bili pripravljeni, da bi se tako opredelili. Niste želeli biti tako ranljivi do te osebe. Končni cilj zakonske zveze je enost. Ena duša. Fizična golota je samo posledica, podoba, rezultat golote duše. Ta oseba mora biti vaš najboljši prijatelj, pred katerim imate nobenih skrivnosti. Ali pa onemogočate namen zakonske zveze. Enost, prijateljstvo, 5. točka. In tukaj pozivamo v bistvu kazalo vseh teh točk, zato da boste lažje kasneje razumeli, kje smo v seriji. Moč zakonske zveze, definicija zakonske zveze, prioritete zakonske zveze, namen zakona in 5. točka. In tu že počasi prihajamo v minsko polje, struktura zakona. Struktura zakonske zveze je telo, telesna struktura. Pavel tukaj prikaže, da je struktura zakonske zveze, struktura telesa, kjer je mož glava in žena je telo. Piše, da ni ga moža, ki sovraži svoje lastno telo. Govori o isti ilustraciji, ki jo Pavel uporablja za opis cerkve. Cerkev je kakor telo, vsak del izpolnjuje funkcijo, komplementarne funkcije. Se spomnite vse te reči? Zato je tudi zakonska zveza kakor telo. In Pavel tukaj govori nekaj zelo globokega, da so razlike med spoloma komplementarne, da potrebujemo drug drugega, da se izpopolnimo in da nismo enaki, ampak smo enakovredni. In razlike med spoloma so veliko več kot samo biološke. Sama razlika spolov je tista, s katero se moramo ubadati v zakonski zvezi. In da moška vloga in ženska vloga nista izmenljive med seboj. In ko najdemo vsak svojo vlogo, potem pašemo skupaj in komplementiramo drug drugega in se izpolnjujemo v najbolj globokem smislu. Kaj to pomeni? Veda to pomeni, da pridemo na minsko polje, ampak do tega še pridemo. In na koncu Pavel govori še o skrivnosti zakonske zveze. Pravi, da je to skrivnost velika. To je zato, ker je v bistvu zakonska zveza zrcalo za odnos med Kristusom in njegovo cerkvijo. Če si to bolj podrobno pogledate, boste videli, da je v bistvu celoten opis, kaj naj bi mož in žena bila v zakonu, je vse bazirano na tem, kakšen je Kristusov odnos do nas. Pavel v bistvu pravi, da nikoli ne boste razumeli namena zakona in bistva zakona in globoke notranje dinamike zakona, dokler ne boste razumeli odnosa Kristusa z njegovo cerkvijo. V bistvu še nadaljuje in pravi, da je zakonske zveze neke vrste kozarec, edina človeška institucija na zemlji, ki je kakor kozarec, ki lahko sprejme žarke slavnega življenja nebes, ki ga bomo spoznali šele takrat, ko ga bomo videli iz obraza v obraz. Ko se mož in žena združita
popolnoma in čudovito v zakonu, ekonomsko, socialno, fizično, na kakršenkoli način. Približno začnete okušati, kako bo to nekoč, ko se bomo soočali s Kristusom, iz obličja v obličje. Zavedati se tudi morate, da se je Bog izmislil seks in da je zakonska zveza kot celota, da nam daje predokus nebes in predokus tega, kaj bo nekoč, ko bomo padli v odrešenikove roke. Dokler tega ne razumete, sploh nimate ideje, kakšna je zvišen namen zakonske zveze. In namen zakonske zveze je, da se operete. Razumete? Tukaj piše, da bi jo posvetil, ko jo je očistil s kopeljo vode z besedo, tako da bi sam postavil pred se veličastno cerkev brez madeža, gube ali česa podobnega, da bo sveta in brezmadežna. Namen zakonske zveze je to, da je to proces vašega posvečenja in odrešenja. Osnovni namen zakonske zveze je, da vas spremeni v nekoga, ki je svet. Zato je to. Moč zakonske zveze, definicija, prioritete, namen, struktura in na koncu skrivnost. Poskušali si bomo vse te reči pogledati. Gledali smo si že moč zakonske zveze. Danes bi pa rad začel z drugo temo, in to je definicija zakonske zveze. Kaj je definicija zakonske zveze? Dragi prijatelji, oprijeti se je definicija zakonske zveze. Zakonska zveza je zaveza, zaobljuba. V 60-ih, 70-ih letih je bilo veliko časopisnih člankov, ali bo zakonska zveza preživela, ali bo to obstala. Pisali so, da če bo obstala, ne bo obstala v prepoznavni obliki. V 80-ih, 90-ih so pisali članke, verjetno bo obstalo, ima več moči, kot smo si mislili. In tako so vam podali statistiko, da se razveze zakonov malce upadajo. Ali pa so poudarili dejstva, da 20 let nazaj so rekli, vedno manj ljudi se poroči, čeprav se to potem ni zgodilo. Vedno več ljudi se poroči in tudi tisti, ki se ločijo, še vedno se poročijo še enkrat. Tako imamo vso to statistiko. Tako nam poskušajo povedati, vidite, morda bo zakonska zveza obstala. Biblično gledano je pa to brezvezno. Zakaj? Zakonska zveza lahko šepa ali je močna kot institucija. Sociološko lahko to študirate, statistiko, ampak Biblija pravi, da je to človeška institucija, ki jo je izumil Bog. Tam niso bili neki neandertalci, ki so sedeli okoli ognja in so prišli do te ideje. Namesto tega je to institucija, ki jo je Bog ustvaril. In o tem smo že govorili. Če jo je Bog ustvaril in ko stopiš v to, stopiš v pod pravila in zakona tistega, ki je to ustvaril. Če kupiš avto in rečeš, jaz sem se odločil, da boš stavkal dizel namesto bencina, boš v bistvu uničil avto. Torej, če kupiš avto in če nisi zgradil avta, dela po pravilih tistega, ki ga je ustvaril. Zato se moramo podrediti temu, sicer bomo uničili avto. In ko stopite v zakonsko zvezo, ne stopate v človeško inštitucijo. Ne gre za dvoživko, gre za človeško inštitucijo, ampak je Bog osnoval. Korenine zakonske zveze so božanske in zato je treba pogledati, kaj piše v Sveto pismo. Sicer nikoli ne boste razumeli, kako to deluje. Kaj je torej ta strukturna korenina? To je v bistvu, da je zakonska zveza v bistvu zaobljuba, dogovor, pogodba. In kaj to je? To je zavezujoča, javna in legalna pogodba. Dogovor. Zavezujoče, javno in legalna pogodba. Tako Bog definira zakonsko zvezo. To je esenca. Rad bi, da se zavedate, da živimo v družbi, ki se obnaša zelo protizakonito. Deluje proti temu in sovraži tako idejo. Sovraži to idejo o zakonski zvezi. V stari zavezi, kadarkoli je bila postavljena pogodba, zaveza, je ta vedno vsebovala te elemente. Dve strani, med tega in onega. Drugi del zaveze je vedno tudi določilo, pogoj, klauzula. Vsaka pogodba ima dolžnosti, obveznosti. In te obveznosti so vedno zapisane. To so predpisi tega odnosa med dvema osebama. Tretja reč pri vsaki biblični zavezi obstaja seznam blagoslovov in prekletstev. Če spoštuješ svoje dolžnosti, so te stvari, ki se bodo zgodile, dobre tebi. In če prelomiš, se bojo zgodile vsa ta prekletstva. In četrta reč imamo za obljube. Na nek način
javno ratificiraš te stvari. Ni važno kako. V stari zavezi so to ratificirali na veliko načinov. So vzeli žival, so raztrgali žival na pol in hodili med kosi te živali. Rekli so recimo, če ne bom naredil vse, kar piše v zavezi, naj postanem kot ta mrtva žival. Ampak kaj naredi zavezo za zavezo? To, da je to javno in da stojiš pred prijatelji, družino, pričami, ki so vedno del vsake take zaveze. Ne obstaja zaveza na zadnjih sedežih avtomobila. Zaveza je nekaj javnega. Zaveza te naredi odgovornega, ne glede na to, kdo vas kliče k odgovornosti. To v bistvu naredi kot pogodbo. Zato je tudi zaveza, za razliko od nečesa drugega. Moderni pa je zelo usmerjen proti zavezi, proti takim zakonom. Zaveza vedno govori o predanosti in disciplini in službi. In moderni pogled pa ceni spontanost, svobodo in izbiro. In nedolžnosti, neobveznosti in nediscipline. Močna usmerjenost proti temu. In ko pride do zakonske zveze, modern ne razmišlja v to smer. Pred nedavnim sem gledal televizijsko oddajo, tipična stvar, drama. Mož reče ženi, ženski reče, hej, jaz bi se rad poročil. In ona reče, jezno reče, žališ me s to idejo, da si misliš, da rabim košček papirja, da bi te ljubila in da bi izrazila svoj ljubezen in da bi imela odnos ljubezni s teboj. Ko mehanično in grozno je to. In seveda se je moški tega ustrašil, ker v modernem miselnosti je to prejemljiv argument. Včasih predmoderno, način, kako so ljudje dobili smisel življenja, je bilo iz obveznosti. Bil si državljan, oče, mama, otrok, moški, žena, torej obveznosti, ki si jih imel in so jih pričakovali od tebe v družbi in v družini. In ko si jih izpolnil, si dobil čast kot tako, kjerkoli si pač bil. In tako si dobil smisel izpolnitve. V tem modernem času, danes, pa dobijo svoj pomen v življenju ravno v nasprotnih rečeh. Zato ne gre za majhno razliko. Moderni ljudje svoj smisel življenja dobijo v tem, da se počutijo svobodni od vseh odgovornosti in ne glede na to, ampak karkoli jih izpolnjuje. Koč pa so ljudje imeli smisel življenja deli bolj v izpolnjevanju odgovornosti. Moderni ljudje pa iz svobode izbire. Zelo različno. Ljudje nekoč so razumeli discipline in službe. Moderni ljudje pa razmišljajo o izpolnitvi. In kot rezultat, ko prideš nasproti krščanskemu bibličnemu pogledu zakona, potem pride strah, veliko strahu. In če menite, da je tista gospa na televiziji pametno rekla, da je zgrožena nad idejo, da potrebuje papir, da bi pokazala, da ga ljubi, to se vam zdi morda smiselno, ker ste sprejeli to idejo. Ko oseba danes uporabi besedo ljubezen, ima beseda zelo drugačno definicijo, popolnoma drugačno definicijo, kot jo uporablja Sveto pismo. Ko berete Sveto pismo z očali današnje kulture, boste imeli veliko težav. Tista ženska rekla, da ne potrebuje tistega papirja, zakonske zaveze, ko je rekla, da ne potrebuje tistega papirja, da bi ga ljubila, kaj ste mislila? Vzela je drugo definicijo ljubezni. To je definicija ljubezni, ki se fokusira na notranjost in se fokusira na sebe. Torej gre za občutek. Kar je rekla s tem, ljubim te, ne rabim papirja, da bi te ljubila. To pomeni, da čutim občutke do tebe, čutim ljubezen do tebe, želim si te in to imenuje ljubezen. Ko Biblija govori o ljubezni, pa govori o zavezi, o pogodbi. Vedno. Ljubezen definira ne obrnjeno navznoter, ampak navzven. Ne v zvezi s tabo, ampak z drugim. Ko ta ženska pravi, da ljubi moža, to pomeni, da meri svojo ljubezen, in res je, ne rabi papirja za to, svojo ljubezen meri glede na to, koliko želi sprejemati to osebo. Ko Biblija govori o ljubezni, meri ljubezen skozi to, koliko si pripravljen dati osebi. Ona pravi, ne potrebujem papirja, da bi te ljubila. To pomeni, da definira ljubezen subjektivno. Toliko želim od tebe. Ko Biblija govori o ljubezni, pa to meri, koliko si pripravljen dati, ne koliko si pripravljen vzeti, sprijeti. Če si mladina danes piše za obljube za porogo, pišejo to, recimo, ljubim te in želim si deliti moje življenje s teboj. Ljubim te in želim vse deliti s teboj. To ni za obljuba.
Ampak kar to stori, je, da trdijo, da tisti, ki to reče, toliko hočem od tebe, toliko te ljubim, to čutim do tebe. Poročne zaobljube so kot dogovor, pogodba, sporazum. Krščanska zaobljuba ne govori nič o sedanjosti in občutkih. Krščanska zaobljuba nič ne govori o tem, da se dobro počutim sedaj, da se te želim, da imam občutke. To je samo sprejeto, domneva. Prava ljubezen je veliko več od tega. Čustva pridejo in grejo, so ali pa niso. Za razliko od tega, krščanska zaobljuba pa pravi, da obljubljam, da bom nežen s teboj. Obljubim, da bom ljubeč, da bom zvest, da bom te cenil, da bom vse te reči, ne glede na to, kako se počutim, in to do konca mojega življenja. Tako vidite, da prava zaobljuba ne govori o vaših čustvih sploh, ampak govori o obnašanju. Ne govori o vaši notranjosti, ampak vašem zunanjem obnašanju. Ne govori o vas, ampak govori o tem, kaj boste dali, ne kaj boste prijeli. Biblična in zavezna ljubezen je zaobljuba, zaveza, pogodba. Ima veze s tem, koliko si pripravljen ukriviti svoje izbire, zato da bi zadovoljil potrebe drugega. To je ljubezen. Če koga tukaj to straši, da ga še bolj straši do zaveze v poroki, kot kdajkoli prej v življenju, kar ste storili, da ste kupili to modern pogled na to ljubezen. Ker ta moderna ljubezen pravi, da se ne bi slučajno drznil, kdajkoli omejil svoje možnosti. Pusti si odprte možnosti. Nikomer se nikoli ne veže na ta način, da se ne bi slučajno naredil ranljivega. Nikoli. Če se že poročiš, naj bo oboje smerno in da se da pogajati. Biblija pa glede tega pravi, ja, če želite to storiti tako, v redu, svobodna volja. In če ne želite, da bi vaše srce bilo zlomljeno, potem ga nikomur ne dajete. Zaklenite ga v škatlo sebičnosti. Skrbite, da se nikomur ne odprete. Ampak v tej škatli sebičnosti, kjer je temno in nepremično, bo vaše srce se spremenilo. Vaše srce se ne bo zlomilo, ampak bo postalo nezlomljivo, nedosegljivo in nerešljivo. Če res mislite, da če se bi vi nekomu resnično predali nekomu na ta način, da bi se odprli, da bi to bilo res strašljivo, da bi bilo to grozno, da bi se lahko prizadeli, da se podrejate nekomu na dolgi rok, mislite, da boste bolj prizadeti. In če vse to izključite, zavržite. In če čuvate svoje srce, tako da nikoli ne bi bilo prizadeto, da se nikoli ne predate in se naredite krhke pred drugim. To je definicija zakonske zveze. Vaše srce se ne bo zlomilo, ampak bo postalo nedosegljivo in nerešljivo. Živeli boste utojevanje v tej moderni družbi, katero poslušate, ko vam poje in jo poslušate. Družba je tako razcepljena in odtojena, zato ker zavračajo definirati ljubezen kot predanost, obvezo, kaj morate vi dasti in kako ranljivi boste postali. Ljubezen in poroka sta dogovor, pogodba, zaveza. In edini način, da bi resnično lahko kdajkoli doživel radost zakonske zveze, je to, če skočiš v to. Resen skok obveze, predanosti. Praktična posledica vsega tega so zelo neverjetne. Take so, praktične posledice. Prva, to pomeni, da je esenca ljubezni v bistvu pomeni, da ljubezen ni občutek, ampak gre za dejanje. In seveda, ja, boste videli. Moderna definicija ljubezni je kot jarek, padeš v jarek. Tako kot virus, pač okužiš se, pasiven si, ne moreš si pomagati. In tako dobiš ljubezen, tako rekoč. Biblično razumevanje ljubezni pa je v bistvu primarno akcija, dejanje. Biblija uporablja besedo ljubezen, ljubi moža, ženo, in ko reče ljubi sovražnike, uporablja isto besedo. Kako lahko ljubiš svoje sovražnike, če pa je biblično razumevanje čustvo? Nimate čustvo do sovražnika. Biblija pravi, ljubite sovražnike, želite jim dobro, naredite jim dobro sovražnikom. Tudi celo bodite voljni nastaviti drugo lice za sovražnika. Seveda ne trdi, da dovolite, da sovražnik greši nad vami. Riskirajte to. Storite to, kar lahko, da bi služili sovražniku. Esenca ljubezni je, da postavite potrebe drugih pred svoje. Zato je ljubezen primarno dejanje. To gre za dejanja, ki vodijo do čustva. In ne čustva prvo. To se v bistvu naučite kot starš. Žalostno je, da v večini primerov se to naučiš šele kot starš. To je nekako neizbežno. Ko se predate svojemu soprogu, imate tendenco, da si še vedno mislite, da je ljubezen kupčija. Res smo grozni, sploh ko primerjamo s tem, kako so včasih stvari bile.
To lahko preberete tudi v 1. Mojzesovi 24. poglavje. Ko je Abraham želel, da ima Izak ženo, kaj je storil? Enega svojih služabnikov je poslal po Rebeko. Eliazar se je odpravil, šel tja, najdel Rebeko, šel do očeta in vprašal, koliko kamel želiš za njo. In se veste, kako to gre, če je lepa, bomo dali 50 kamel, če pa ni to lepa, bomo dali pa 25 kamel za njo. O, neverjetno, to je res grozno. Grozno zato, ker so ženske obravnavali kot lastnino. Dan danes smo to že toliko napredovali, ker dan danes to delamo drug drugemu. Reče se, da je ženska na tržišču, ali pa da je on dobil slabši del tega posla, ali pa izraz, kako se je lahko izbral tako bedno. Ker dan danes, ko gledamo na poroko, gledamo skozi očala barantanja. Jaz dobim to, ona je takšna, takšna in takšna, jaz sem pa tak. In nekako se mi dozdeva, da je tam nekje ali pa malce boljša, kot si pričakujem, da bom dobil, ampak nekaj všeč se mi. In kar storite je to, da v bistvu rečete, jaz mislim, da bom dobil toliko iz tega odnosa, kot bom vložil, ali pa celo malce več. In to se nam zdi dobra kupčija. In kar se zgodi je, v take odnose stopite, poročite se in kot sem že prej omenil, večina ljudi si misli, da je ljubezen to, kar oni želijo. Emocionalna lakota. In to ni ljubezen. Pravi način, da nekoga ljubite, je tako, da vidite, koliko ste pripravljeni dati, koliko ste pripravljeni biti ranjeni, ne koliko ste pripravljeni biti sprejeti. Če postopite v zakonsko zvezo in ugotovite, da vam zakonec ne da tega, kar želite in se želite pogovoriti z njim. Kar pa se zgodi je, da rečete, on ni mož, ki je bil nekoč, zakaj bi jaz mogla biti žena, kot sem nekoč bila? On je počel te stvari, delal. Zdaj jih pa ne počne več. Zakaj bi morala storiti jaz to? In tako naprej nazaj. In ko imate otroka, pa se lahko obrne okoli. Ko se otrok rodi, in ta otrok vam ne da ničesar. Se obnaša kot dojenček. Pluva vas, grize vas. Še dobro, da nima zobov. In nič ne dobite od otroka. Otrok vas potrebuje. Otrok potrebuje vse. Hoditi morate z njim, vse stvari početi z njim. Torej nič ne dobite nazaj. In vse, kar delate, samo služite otroku. In bolj kot služite otroku, bolj ga ljubite. Nekdo je nekoč rekel, prvo so nacisti pobijali ljude zato, ker so jih sovražili, potem so nacisti sovražili ljude, ker so jih pobijali. To deluje tudi v drugo smer. Prvo ljubite nekoga s tem, komu služite. In potem ugotovite, da skozi služenje, da jih ljubite. Dajete in dajete in dajete otroku in naslednjo, kot veste, tako se vaše srce zveže. Čutki ljubezni pa sledijo dejanjem ljubezni. In do odraslosti otroka, 19-20 let, tudi če je bedak, ga še vedno ljubite. Tudi če ta otrok nima nobene socialne koristi ni od njega, še vedno ga ljubite. Ampak v istih 18-20 letih je ta cikel deloval obratno. Ko se vaš soprog obnaša kot dojenček, kaj ste potem storili? Kot vam vaš soprog daje, manj vi dajete. In manj ko dajete, manj ljubite. Manj ko se čutite ljubljene, manj ljubeznivo delujete. In tako ta cikel ponavljate 18 let. Ta cikel pa z otrokom delate ravno obratno. Bolj ko dajete, bolj ga ljubite. In tako naprej. Torej gre v tem primeru ravno obratno. In zakaj mislite, da potem toliko zakonskih parov, ko otroci stopijo iz hiše, zakonska zveza razpade? Zato, ker svojim otrokom delujete tako, kot je to zasnovano v Svetem pismu. Pri tem si nekako ne morete pomagati. Občutki ljubezni sledijo dejanjem ljubezni. Progom pa se obnašate bolj kot trgovanje, ne pa kot predanost. Ko čustva sebičnosti sledijo dejanjem sebičnosti. In ko dotraja že 18 let teh ciklov, nimate ničesar, nobene ljubezni več dati za svojega soproga. Na drugi strani pa mnogo bolj ljubezni za otroka. In tako se ločite. Svetopismo pravi, da je ljubezen prvo dejanje. Občutki pa sledijo. Daješ tudi, ko ne čutiš tega. Neverjetno je to. To ne pomeni, da ste lahko zaljubljeni s komerkoli. Kot smo že rekli, eden izmed osnovnih principov poročne zveze je prijateljstvo. Eden izmed pomembnih reči je, da najdete nekoga, ki vas razume, da razume to globoko enost, enotnost. To mora obstajati in tega ne morete imeti z vsakim. Kar pa vam želim povedati je pa to, da obstaja mnogo ljudi, ki se ne poroči, zaradi tega, ker se jim zdi, da je ljubezen jarek, v katerega padeš. In mnogo ljudi obstaja, ki pravijo, da je esenca ljubezni ta močan občutek in takrat bom vedel, s kom se naj poročim. In to bo prevzemajoč ta nepopustljiv občutek ljubezni za to osebo. Nikoli ne bo dvomov. Nikoli ne bom gledal na to osebo in si mislil,
kakšen čuden. Ne bom imel dobrih in slabih dni. To me bo kar prevzelo. Prevzelo me bo kot val in me bo odplavilo v zakonsko zvezo. Zakonska zveza je za obljuba. Nihče ne počne teh stvari tako. Nikakršna zakonska zveza ni taka. In če ste zaradi kakršnega koli razloga pač taki temperamentni, da najdete osebo, ki je enaka vam, torej da se nikoli ne trčita, preden se poročita, ali pa če slučajno ta oseba, za katero se je zaljubila v vas, ima ta prav body tip, telo, v katerem ste fantazirali mnogo let, in preden se poročite, morda celo imate to neverjeten občutek metuljčke v trebuhu. In to je najslabše za vas. Ko se končno poročite, boste videli, da je zakon, zaveza, pogodbo, predanost, obveza. Občutek ljubezni bo sledil dejanjem ljubezni. In čisto iskreno, dan, v katero ste najbolj sposobni Bogu dati čas s tem, da ljubite svojega zakonca, tako kot je Kristus ljubil svojo cerkev, je ravno takrat, ko ne čutite nobenih čustev, ko nimate nagnjenosti k temu. To je pravi dan za te stvari. Tudi, ko se počutite toplo pri srcu, je preprosto služiti. Ko pa nimate tega, takrat je ljubezen. Isto je bilo z njim, ko nas je gledal iz križa. A je rekel, ko je gledal dol z križa? To je moj tip telesa, ko me čaka, da bom umrl za njih, te ljudi. Jezus je udejanjal. Jezus nas ni ljubil zato, ker smo bili vredni ljubljenja, ampak ljubil zaradi tega, da bi nas naredil, da bi ljubili. Ko ljubite pod načelom zaveze, boste odkrili, da bo preko mnogo let vaša zakonska zveza postala bolj stabilna. Res je neverjetno, kako hitro, ko delujete služabno, ko delujete na ta sočuten način, kot Kristus, iz občutka dolžnosti, s poznanjem, da vam je On odpustil, prav ne čutite morda veliko naklonjenost do vašega partnerja, je neverjetno, kako hitro bodo občutki prišli nazaj. Če pa sledite svojim občutkom v zakonu, potem greste pa nazaj v tisti cikl navzdol. Praktične aplikacije so torej zelo preproste. Če ljubezen ni občutek prvo, ni. Druga aplikacija, praktična, pa je, in to je edina, ki jo lahko še danes omenim, da je bistvo zakonske zveze konfrontacija. Tega nikoli ne boste razumeli in vedeli in imeli koristi od tega, dokler ne boste razumeli, da je zakonska zveza za obljuba. Rekel sem, da večina ljudi misli, da če vemo, da imamo dobro zakonsko zvezo, da če vem, da bi se moral poročiti s to osebo, da bom do te osebe vedno čutil naklonjenost, čustva. To ni tako. Vrstica 26 piše, da je eden izmed ključnih namenov zakonske zveze, da se očiščujemo od drug drugega, umivamo drug drugemu pomagamo se znebiti njihovih napak, pomanjkljivosti, iz drugega čistimo umazanijo. Se veste, ideja, da se gremo skopat, je lepa ideja. Sploh, če pomislite, ko piše, da se očiščujete s kopeljo vode, z besedo. In če si sedaj predstavljate kopel z mehurčki, potem greste v napačno smer. Če ste že čisti, vam kopel ne bo kaj škodovala. Ampak, a se je kdo že kdaj med vami, ki je bil popraskan, poškodovan po celem telesu in ste šli v banjo z mehurčki? To pa peče, boli. Poslušajte, 1. Korinčanom 4:4-5 piše, da bo Kristusov prihod osvetlil stvari na mene srca. In to stori tudi zakonska zveza. Si pogledamo za primer most in tukaj imate strukturne napake, pomanjkljivosti tega mosta. Ampak teh napak ne morete videti. Spoke, ki so skrite, nihče jih ne vidi. Ko se pa pelje ogromen tovornjak, 16-tonski tovornjak recimo, in se želi peljati čez most, in ko pride na most, se pokaže vse te šibkosti mosta. Zdaj, ker ga obremeni in kar naenkrat lahko vidimo, kje so vse te napake. Tovornjak ni ustvaril teh napak, ni ustvaril teh šibkosti, ampak jih pokaže. Ko se poročite, je vaš soprog ta velik tovornjak, ki pride v vaš srce, na vaš srce. Preden ste se poročili, so vam ljudje želeli pomagati in povedati o teh defektih, napakah, prijatelji, starši, vsi, ampak niste še bili v zavezi z njim. Takrat bi se lahko še odrekli. Niste bili še tako intimni in tako blizu, da je to povzročilo problem za vas, vaša sebičnost, vaš ponos, vaša grenkoba, vaše skrbi. Nikoli niste bili niti starši v taki intimnem odnosu, kjer take razlike povzročijo probleme za vas. In poleg tega še, če bi vam povedali kaj preveč, bi še vedno lahko odšli. Prej ni bilo zaveze, prej ni bilo predanosti, ni bilo zaobljube,
Ko pa se poročite, to pripelje v vas najslabše stvari ven. Ko se poročite, boste odkrili, da živite z nekom tako tesno skupaj, te grehi, te strukturne značajske napake bodo prišle na površje. In napaka, ki jo ljudje skoraj vedno storijo, je to, da se jim zdi, da čutijo, da je konflikt, katerega vas je pripeljala zakonska zveza, da je to posledica vašega zakonca. Niti malo. Moč zakonske zveze je to. Zakonska zveza vas konfrontira ne z vašim soprogom, ampak samim sabo. Zakonska zveza vas prisili, da si pogledate v ogledalo. Zakonska zveza vas prime za vrat in vas porine v ogledalo in reče, poglej te reči. Najbolj čudovita reč glede zakonske zaveze, kako zakonska zveza pomaga, da pobegnete vašim grehom, je tako, da je zakonska zveza relativno rečeno odnos, iz katerega ne morete pobegniti. Ne morete kar odkorakati. Ja, lahko, ampak je težko. Zelo težko. Tudi v tej družbi je še težko. Zgodi se pa, da vam bo zakonska zveza prvič v življenju pokazala vaše bradavice, napake in ne boste jih mogli ne videti. In tako boste morali kričati k Bogu in reči, Bog, samo ti mi lahko pomagaš. In to je začetek vašega zdravljenja. Upam, da ne mislite, da ne bo prišlo do konflikta. V Bibliji piše, pregovorih, da železo brusi železo, prijatelj brusi prijatelja. In če to velja za prijatelje, da dobri prijatelji brusijo prijatelje med seboj, konstruktiven konflikt, kažeta na drugega napake, kaj šele to ultimativno prijateljstvo, zakonska zveza. Vi si predstavljate vsako osebo, ki stopi v zakonsko zvezo kot tak neobdelan kamen, ki ga daste z drugimi kamni v napravo, kjer se trese. To vas privede v konstruktiven konflikt z drugimi kamni. Grobi deli kamna se odbijajo in ko prideš ven iz tega, si popoln, si čist, si oglajen, gladek, spoliran in vsa slava, ki je bila skrita v tistem kamnu, vsakemu očesu pokaže, da ga vidi. Krščanska zakonska zveza je naprava za poliranje kamnov. In tja se doda posebno sestavino, tisto kar melje, in temu rečemo Sveti Duh. Če imaš v zakonski zvezi tudi evangelij Svetega Duha in zaveznim razumevanjem ljubezni, potem se boš spreminjal, boš rastel. Če pa slučajno misliš, da je zakonska zveza romantika, če na to gledaš subjektivno, na ta moderen način, ljubezni, potem nikoli ne boš stopil v zakonsko zvezo, ker če boš, bo to katastrofa. Ste pripravljeni jasno stati v javnosti, pred vsemi avtoritetami, avtoritativne strukture, državo, prijatelji, družino, stati pred javnostjo, pred celim svetom in obljubiti, da boste ljubeči, zvesti, da boste ljubeče skrbeli za drugega, da boste ljubeči do te osebe, pod vsemi pogoji, do konca življenja. Potem ga ljubite dovolj, da se poročite. Ne rabite več gledati v vaše lastno srce za to in gledati na vašo čustveno temperaturo. Jezus Kristus je rekel, ljubite drug drugega, kakor sem jaz ljubil vas. Molimo. Oče, hvala ti, da nam tvoj sin daje vzorec za vse naše odnose, ne samo za zakonsko zvezo. Molimo, Oče, ti, ki poslušajo in so poročeni, da bodo od tega odšli in uvedli te načela, Gospod. Prosimo te, Gospod, da te, ki niso poročeni, bi razmišljali in gledali na odnos naše lastne prihodnosti skozi lečo tega, kar tvoja beseda pravi, glede te velike ustanove, zakonska zveza. Ta slavna zadeva, ta nevarna zadeva, težka stvar in tudi ta čudovita stvar. Prosimo te, Gospod, da bi ti nas usposobil, da vidimo, da smo mi tvoja žena in da ko razumemo globino tvoje ljubezni do nas, da bi na isti način razumeli tudi naše odnose drug z drugimi in začeli hoditi tako in ljubili tako kot ti. Oče, naredi nas v tako skupnost in to prosimo v Jezusovem imenu. Amen.